Danes vam bom razložil, katere 3 tipe hlač potrebujete in imate pokrite vse vremenske temperaturne razlike. Vsi ti nasveti veljajo in za ženske in za moške. Pa veljajo praktično za večino znamk, ki jih poznate, tako da ni nujno, da kupite to, kar pač mi prodajamo, ampak večino znamk na trgu podobno lestvico hlač, tako da lahko zberete pač med uno znamko, ki je vam najbolj všeč. Če pa rabite prav nasvet, se poglasite tukaj na Ziherlovi 10 v Ljubljani, pa bomo šli čez vse čez, lahko nam pa tudi pišete na mail ali pa na družbena omrežja in vam bomo tako probali svetovati. Če si hočete najprej pogledati video o poletnih hlačah, ga najdete tukaj gor. Kaj se morate najprej vprašati, ko začnete kupovati kolesarske hlače? Najprej, pri kakšnih temperaturah se boste sploh začeli voziti. Jaz svetujem predvsem tiste res čisto zimske hlače, samo za temperature, rečemo od 5-8 stopinj pa dol. Se pravi, tisti, ki se začnete voziti spomladi, ki je cirka 10 stopinj sonček, teh hlač niti ne potrebujete, razen če ste zelo zmrznen tip človeka. Pa še tukaj je potem dobro vedeti, koliko, se pravi, a imate zelo nizek puls, a imate nizko kadenco, pomeni, da vam telo malo počasneje zalaufa, pa pomeni tudi, da ne švicate toliko in ja, tisti mogoče lahko vzamete kakšne hlače, ki so, rečemo, za zelo nizke temperature, pa jih vi vozite pri 10 stopinjah, ampak na splošno, kar velja, rečemo, za 90-95% ljudi, so pa se prav hlače, ki so prav za določeno temperaturo, vam bojo bolj ustrezale, kot pa tiste, rečemo, da ste zelo mrzlen tip in hočete imeti pač dosti toplejše hlače, zaradi tega, ker se lahko pojavi en zelo velik minus za kar dosti kolesarjev in to je, da prehitro začnete švicati, se pravi stopite ven, vi se oblečete, ste napravljeni kaj skim, zunaj je 10 stopinj in pol se hitro začnete potiti, kar pa pomeni, da vas bo ta pot vas pol hladi, ker pač to je le voda in se vas začne hitreje zebsti, sploh če se še iz kje dol spustite in je to načeloma slabše. Se pravi, neko prvo pravilo, ko se oblečete, ko ni glih poletje, je, da ko stopite ven, vas mora malo zazebsti. Če vas ne, če stopite ven in je super, da bi lahko bili na kavici, pol ste se oblekali preveč in boste prehitro začeli švicati in to na kakšnih daljših turah, bom rekel uro pa pol in gor, boste videli, da vam ne bo v redu in vas bo v bistvu že zaradi tega zebalo. Gremo zdaj kar na prve hlače, se pravi poletne hlače, te imajo zelo tanek material, zelo so lahke, tako da v teh hlačah ne bomo več, kot sem omenil, v tem videu zgori si greste lahko to pogledati. Zdaj te druge hlače, ki bi jih svetoval, so ene hlače, ki jih še, ne vem, 10 let nazaj si nikoli ne bi mislil, da bo to tak hit, kot so, in to so kratke termo hlače, kar pomeni, da jih po večini vozite z podaljški, se pravi z 3/4 ali pa z dolgimi hlačencami. Zdaj, zakaj so te hlače tako v redu? V Sloveniji jaz mislim, da so to hlače, ki jih kolesarji lahko največ uporabljamo, oziroma za največ obdobij. To imate lahko jih že zdaj, jaz sem jih imel že letos parkrat gor in lahko jih imate praktično do, bomo rekli, do konca maja, skoraj da ne, če zjutraj štartate. Skoraj se bolj svetuje te hlače, kakor pa čisto poletne, ker je še zmeraj tam 13 stopinj lahko kdaj tudi in ja, da vas ne prepiha v mednožju. Tako da gremo zdaj kar čez funkcije, se pravi termo hlač v primerjavi z poletnimi kratkimi hlačami. Ponavadi so čisto malenkost daljše, zaradi tega, ker date podaljške gor, da lepše uprimejo. Material je debelejši, ponavadi je termičen, dostikrat je tudi vodoodbojen in pri teh top hlačah nekaterih imate tudi windstopper v mednožju, kar pomeni, da vas ne bo prepihalo. Zdaj, a je nujno potreben ta windstopper ali ne? Ni za te temperature ne več, ampak tisti, ki pa mogoče vidite, kad imate termo hlače gor in pol, ne vem, si prehladite mehur, ste skozi na WC-ju, je ta windstopper mogoče pameten investirati malo več denarja, ker te hlače jaz imam moje, zdaj po moje že 7-8 let. Je pa res, da imam kar ene par kosov, tako da je vprašanje, če bi imel samo ene, bi šle najbrž že stran. To so čisto na kratko funkcije, potem jih mogoče prepoznate med
poletnimi hlačami, pa temi jesenskimi, spomladanskimi hlačami. Nujno se zraven uporablja, se pravi, podaljške. Jaz imam in hlačence in potem kolenčnike. Kaj bi svetoval? Mogoče bi definitivno kolenčnike, hlačence so mogoče potrebne za tiste, ki se vozijo tudi še kaj pod 5 stopinj. Jaz imam kdaj te hlače gor tudi že, ko grem, 2 stopinje, pa vem, da je sonce, pa se pol ogreje, 6-7 stopinj. Za moje pojme so to, ta najboljši hlači. Pa še zadnji tip hlač, ki so pa zimske hlače. Vmes imate še polhen nekih termohlač, ki so za moje pojme skorda brez veze. Tisti, ki se res vozite, od 5 stopinj pa gor, kupite kratke termohlače in podaljške in ste praktično preskrbljeni. Tisti, ki pa hočete imeti polhen enih kombinacij, lahko, ampak za moje pojme malo zguba denarja, ker se kratke termohlače res lahko uporablja tudi potem malo pri višjih temperaturah, medtem ko dolge oziroma 3/4 hlače zelo težko, ker pri kratkih date lahko samo podaljške dol in se lahko komot vozite tudi pri 20 stopinjah, če se mogoče na tisti turi toliko greje. Ali pa greste v Dolomite, ali pa kakorkoli. Praktičen use case je dosti boljši pri kratkih termohlačah in potem uporabljati podaljške. Gremo zdaj na zimske hlače. Se pravi, ali dolge termohlače, zimske, kakorkoli, za stopinje za pod 5 stopinj, za moje pojme imate samo en tip hlač in to so praktično ta top hlače pri vsakemu brendu, ki imajo, se pravi, ki so termoobdelane, vodoodbojne, imate pa potem tudi windstopper, se pravi čez spreden del, kakšne tudi ob bokih, tako da to pa zaradi tega, ker je takrat, ko uporabljate te hlače, lahko kar orenk mrzel, lahko je zunaj, se pravi, ni najlepše vreme, v Sloveniji se sneg topi, mokro je itd. Tako da dostikrat imajo te hlače v bistvu tudi na določenih predelih, sploh v spodnjem delu nog, imajo tudi neopren, zelo dobro zadržuje toploto, tako da tudi to mogoče neka taka lastnost teh hlač. Ni nujno, da bojo to imele te pač od vašega brenda, ki ga imate, ampak overall so hlače, ki so, se pravi, termično obdelane, imajo windstopper material čez mednožje, čez kolena in pol nekatere še v bokih ali pa čez cel spreden del. Še zmeraj morajo biti pa to hlače, ki jih gor navlečete in vas morajo pač stisniti. To niso hlače, ki ne bojo prav prijete, sploh v mednožju je fajn, če pač lepo stisnejo, da se počutite, kakor da imate gor neko drugo kožo. To je praktično pri vsem kolesarskem tekstilu cestnem je to nekega ključnega pomena. Zdaj, kar se tiče samih naramnic, ledvenega dela, imate polhen različnih tipov, da bi rekel, kaj je najboljš, kaj je kaj slabš, niti ne morem. Važno je pri vseh hlačah, ki jih probavate, ko greste vi v ta, se pravi, kolesarski položaj, date roke tako, kot imate na krmilu, najboljše je, da greste na kolo, če se v tem položaju dobro počutite, potem so v redu hlače. Nobenih hlač se ne probava, ko stojite čist po koncu, prvič vam naramnice bolj našpona, vse hlače, v bistvu cel kolesarski tekstil, vsaj ta malo boljši, je narejen, da ko ste vi po koncu, vas bo malo vezal, ko greste pa v ta položaj, se pa potem to malo sprosti in pade direkt v lego in se v bistvu v tem kolesarskem položaju se morate zelo dobro počutiti. Prav, zdaj, če povzamemo, 3 tipe hlač za ženske in za moške in imate pokrit praktično vse temperature in vse vremenske razmere. Mogoče za poudarče, a se uporablja hlače z naramnicami ali brez. Jaz praktično svetujem samo z naramnicami, razumem ženske, da želijo imeti brez naramnic, ker je lažje iti na stranišče in tako naprej, tako da tiste ženske, ki vam naramnice ne ustrezajo, razumem, vzamete brez naramnic, ampak če pa gledamo za moške hlače, samo z naramnicami, lepše vam stojijo, tudi zadaj v ledvenem delu ste pokriti, če imate kakšno jakno, ki ne stoji malo boljš, pač vam bo to pokril zadaj in vas bo pač tudi malenkost še grel, tako da tukaj iz mojega vidika samo hlače z naramnicami pri ženskah
eventualno lahko brez naramnic, ampak ja, tukaj se niti ne pogovarjam več, če kdo želi, komot brez naramnic, ampak overall hlače z naramnicami bojo vedno boljše, kakor pa brez. Če rabite kakršenkoli nasvet, oglasite se na Ziherlovo 10. Tukaj prodajamo predvsem od Asosa hlače, tudi tiste, ki jih nimamo na spletu, se jih da dobiti, tako da nas pokličite, se oglasite, lahko tudi kaj probate. Spodaj v linku imate pa še en vprašalnik, pejte čez, 6 hitrih vprašanj, samo zato, da vidimo, pa mogoče pač o tej temi posnamemo še kakšen video, boste mogoče dali kakšno idejo, tako da hvala vsem, prejšnji vprašalnik vas je izpolnilo res veliko ljudi, mislim, da 50, tako da, evo, če boste še pri temu toliko pridni, bom jaz super vesel. Do naslednjič, uživajte na kolesu, let's ride!